Sem gozdarka, zaposlena na Zavodu za gozdove Slovenije. Delam na evropskih projektih. Trenutno sem vodja projekta Dinalp Connect. Gozd je zelo kompleksen ekosistem in nima vpliva samo na območje, kjer raste, ampak ima zelo velik vpliv tudi na širše območje, na bližnjo in daljno okolico. In zelo veliko vlogo ima tudi za človeka, za človeštvo, zagotavlja nam različne funkcije. Te funkcije so ekološke funkcije, ekonomske funkcije in socialne funkcije. Ko se gozd krči, je na globalni ravni zelo zastrašujoče. Na leto se skrči okrog 13 milijonov hektarov gozda na celotnem svetu, in kar ima zelo velik vpliv na podnebje in na podnebne spremembe. In tukaj lahko rečemo, da gozd ni samo, izguba gozda ni samo posledica podnebnih sprememb, ampak je tudi vzrok za podnebne spremembe, saj se ob tem zelo veliko ogljika sprosti v ozračje in ogljik je toplogredni plin, zaradi katerega se potem podnebje spreminja. In ko gledamo pa na ravni Slovenije, pa vidimo, da kamorkoli se ozremo, je gozd. Gozd pokriva 58% Slovenije in v našem merilu pa na tej majhni Sloveniji pa krčitve niso tako zastrašujoče, zaradi tega prvič se že gospodari z gozdovi trajnostno, sonaravno in mnogonamensko. In kjer so krčitve, so ponavadi z namenom, recimo za ohranjanje kmetijske krajine, in tudi v tej krajini, posebno če se gospodari ekstenzivno, se s tem določene vrste ohranjajo. Kot sem rekla, je gozd zelo dinamičen ekosistem z svojimi interakcijami med rastlinami, živalmi in drugimi organizmi. Nekako je sam sposoben se prilagajati na spremembe, ampak trenutne spremembe, podnebne spremembe, ki se zdaj že dogajajo, so precej bolj intenzivne, so precej bolj pogoste, za kar lahko vidimo z vsemi temi naravnimi nesrečami, ki so se zgodile v preteklih letih, kot recimo vetrolom leta 2017, žledolom 2014, ki se ga še vsi spominjamo. In na vse te nesreče se pa gozd ne more tako hitro prilagoditi. Posledica teh naravnih ujem so potem tudi prerazmnožitve žuželk. Lahko opazimo sušenje smreke zaradi tega. Gozd zaradi podnebnih sprememb že trpi, izginjajo nekatere drevesne vrste in spreminja se njihovo območje in nekaterih drevesnih vrst verjetno v prihodnosti zaradi tega ne bo več. Mogoče se bojo pojavile nove, čeprav glede na to, kako so spremembe hitre, bo težko, da gozd sam reagira na te spremembe, ki se dogajajo. Gozd ima varovalno in zaščitno funkcijo. Varovalna funkcija varuje gozdna zemljišča, zaščitna funkcija pa pomeni, da gozd varuje naselja, nižjelešečo infrastrukturo, bivališča pod seboj in preprečuje recimo plazove, preprečuje padajoče kamenje, preprečuje različne hudurnike, poplave. Gozd oziroma les je zelo pomemben obnovljivi naravni vir. Uporabljamo ga v gradnji, uporabljamo ga za opremo, uporabljamo ga tudi za različne te alternativne, kot je bioplastika v tekstilu. In v globalnem se 40% energije pridobiva iz lesa. To je za kuhanje, za ogrevanje,
za električno energijo. V Sloveniji pa uporabimo približno četrtino posekanega lesa za energijo, predvsem za ogrevanje. Pri tem moramo pa paziti, da ogrevanje na trda goriva, kot je z lesom, povzroča tudi onesnaženje s trdimi delci. In skrbimo za to, da recimo les uporabljamo za neke izdelke, ki imajo daljšo življenjsko dobo, in šele potem, ko ta življenjska doba se zaključi, da ta les uporabljamo za ogrevanje. Največji problem je stabilnost gozda in ukrepi za to zagotavljanje bolj odpornega gozda so zagotavljanje mozaične strukture gozdov, potem je tudi, da se rečijo že mladi sestoji, zagotavlja se tudi prebiralna struktura sestojev, tam, kjer je to mogoče. Načrtujemo trajnostno, sonaravno in mnogonamensko. Imamo več primerov dobrih praks, recimo v Julijskih Alpah v Triglavskem narodnem parku. Na območju Pokljuke smo pripravili karto strojne sečnje, ki smo jo vključili tudi v načrte, gozdno-gospodarske načrte, ki se uporablja tudi kot pripomoček na terenu. Karta je narejena na podlagi pedoloških kart, predstavlja pa območja, kjer je strojna sečnja dovoljena in kje ni dovoljena in v kakšnih razmerah je dovoljena, in s tem varujemo tla pred zbitostjo in pred izgubo funkcij tal. Delamo tudi na področju izobraževanja in gozd je ena izmed zelo pomembnih učilnic. In veliko se dela tudi na tem, da bi se otroci dejansko učili iz gozda in v gozdu.